Subaru ne bi bil Subaru, če nas ne bi peljal na terensko preizkušnjo, na en hud poligon. Prav zares, tole ni ta prav poligon, ampak so našli in najeli neko motocross stezo, pa se zdaj vozimo tukaj. S kakšnim Foresterjem se mi zdi ideja nujno potrebna, pa izvedba tudi. Zdaj pa sedim v modelu Uncharted, ki prav zares s terenom nima čisto nič skupnega. Nedolgo nazaj smo imeli na testu Toyota CHR+, še predtem sem bil na predstavitvi in niso niti sekunde namenili podatkom o terenskih vrlinah. Ja, Subaru pa lepo organizira terensko vožnjo, tako da zakon, dobri ste. A ja, pa mimogrede, ta avto je 2 cm pa pol bolj oddaljen od tal kot Toyota. 21 skupaj. Kaj moram zajeti tle dol? Sem kar zamenjal avto, ker je tisti ves umazan, da vam sploh lahko pokažem, kako izgleda novi Uncharted. V bistvu mi je že ime simpatično, zato ker namiguje, da se boste s tem avtom lahko vozili, kamor vas bo pač pot zanesla, povsem nenačrtovano. Oblikovno v bistvu se ne moram odločiti, kateri od tehnično zelo sorodnih avtomobilov mi je bolj simpatičen, mogoče CHR+, zadaj, pa Uncharted s tistimi lučkami spredaj. Sta pa oba zanimiva za pogled, sploh v taki zanimivi barvi. 4,5 metra je dolg Uncharted, njegov zadek pada malce bolj položno, zato je prtljažnik kakšen litrček manjši kot pri najbolj prostornih predstavnikih, vseeno pa ponuja še vedno 403 litre, kar ni posebej malo. Na zadnjo klop se v bistvu sploh ne bom usedel, ker smo imeli nedolgo nazaj CHR+ na testu in vem, da je prostora več kot dovolj, lahko pa ga pokažem spredaj, čeprav sta si tudi skoraj identična. Če imam kakšno potencialno pripombo, ta lahko leti na ta zaslon pred volanom, ker ga delno lahko pokrije zgornji del obroča. Sam s tem nimam težav in nanj vidim fajn, povem pa vseeno. Vse ostalo je super, kakovost izdelave odlična, materiali dovolj dobri, da čist nič ne deluje ceneno, sedim super in odlagalnih mest je veliko. Bom kar zaključil s tem, ker sem lahko ultra kratek, nič naj vas ne skrbi, vse je naravnost perfektno in v tem avtu se boste počutili res dobro. Glede na to, da ves čas omenjam Toyoto, se mi zdi pomembno povedati, da gre v bistvu za skupno sodelovanje in Uncharted ni v bistvu samo Toyota CHR+ s Subarujevim logotipom. Pravzaprav je Toyota poskrbela za baterijski del, pa za platformo, Subaru je bil pa zadolžen za asistenčne sisteme in za tisto, kar najbolj znajo, za nastavitve podvozja. In zato sem v tem segmentu lahko kratek. Podvozje je izjemno udobno, vrhunsko krmiljenjem avtomobil, pravzaprav je tako odlično, da težko prehvalim in da je tudi ena najboljših lastnosti že tako precej suverenega avtomobila. Razlike opazim pri nastavitvah podvozja tukaj pa pri Toyoti, so pa tako malenkostne, da dejansko vas ne rabi skrbeti, katerega bi vzeli, da ne bo en premalo udoben ali pa drug celo preveč. V bistvu je ta avtomobil totalno lahkoten in nenaporen, v ovinkih pa izjemno suveren. In v bistvu je precej suveren tudi na terenu, vse smo videli, ampak tam vem, da se ne boste vozili. Pa so ravno zato Subarujevi inženirji podvozje tukaj nastavili 2,5 cm više kot pri Toyoti, ker Subaru mora biti na terenu zelo zmogljiv. In v bistvu bi lahko naredil tudi Toyotino kopijo glede podatkov o motorjih in baterijah. Ok, zdaj sem ugotovil, da sploh ne vem, če sem vam že povedal, da gre za električni avtomobil. No, zdaj sem in zdaj veste. Osnovni dve izvedenki imata en elektromotor in pogon spredaj, manjša ima baterijo 57,7 kWh in ta je povezana z elektromotorjem, ki ima 123 kW moči. Večja baterija ima 77 kWh kapacitete, elektromotor, ki je z njo povezan, pa 165 kW moči. Sam bi najbrž izbral kar takšno, ker je odličen kompromis vsega, no 221 konjičkov pa vsem pomeni, da avto ni ravno počasen. Cenovno malce brutalna je pa takšna različica z dvema elektromotorjema, 4-kolesnim pogonom in kar 252 kW moči oziroma 343 konjički. Je pa v bistvu brutalna tudi pri samih zmogljivostih. Pospešek do 100 pri takšni je 5 sekund. In tudi precej dober terenska je, saj smo videli na začetku, marsikomu to ne bo veliko pomenil, pravim Subarujevim privržencem, pa zelo veliko.